Ste direktor nekega priznanega podjetja in vodite recimo en pomemben sestanek in naenkrat se en izmed sodelavcev oziroma teh, ki so prisotni na sestanku, se oglasijo in vam rečejo nekaj v smislu: "Ma kaj s tabo, kaj govoriš, ne?" Vržejo ti neko bombico, nekako ti prekinejo tok tvojega podajanja informacij, te nečesa recimo okrivijo, obtožijo. Kaj naredite? Prva možna opcija, ki jo imate, je to, da se začnete braniti. Druga opcija, ki jo tudi dostikrat naredijo na takih sestankih direktorji, je ta, da začnete napadati tega udeleženca ali pa začnete ignorirati. In to so v bistvu tri osnovne karakteristike, ki jih ljudje imamo v komunikaciji. Se pravi, ali gremo v napad, ali obrambo, ali nekako zamrznemo. In tle vas povabim, da začnete vnašati zavedanje v te tri mehanizme, pač fight, flight, freeze, in da si začnete zbirati četrto opcijo, ki je radovednost. Kot prva stvar v tej situaciji, v taki situaciji, sredi takega sestanka, je to, da se naučite razmejevati. Da se zavedate, karkoli zdaj ta oseba na tem sestanku vam govori, to nima nikakršne veze z vami. Mogoče ste kakšno stvar na sestanku rekli, ki je v njih sprožila določeno čustveno reakcijo in so iz tega čustvenega impulza sredi tega sestanka so vam pač nekaj rekli, so vas prekinili, so vas nečesa obtožili. Se pravi, prva faza je ta razmejitev. Kot druga faza je, da se naučite v bistvu čustvene inteligence, da če se v tisti fazi, ko vas ta oseba prekine, da znate predelati in predihati to trigiranje, ki se dogaja v vašem telesu. Ja? In potem, da se zavedate, da je ta trigger, to, kar je ta oseba na tem sestanku rekla, to je lahko eno izmed največjih daril tega vašega sestanka, še posebej, če gre za vašega sodelavca. Zakaj? Zaradi tega, ker vi imate zdaj enkratno priložnost, da v bistvu vzpostavite globlji stik s tem sodelavcem. Vzpostavite globlji stik in prisluhnete temu sodelavcu ne na nivoju besed, ampak mu skušate prisluhniti njemu kot človeškemu bitju, skušate prisluhniti njegovim občutkom, njegovim čustev, ki so direktna povezava do njegovih potreb. V tisti fazi, na tisti sestanku gre verjetno za neke nezadovoljene potrebe. In to vam lahko pomaga s kvaliteto oziroma z veščino empatije, empatičnega poslušanja, lahko začnete zaobjemati potrebe tega vašega sodelavca in na ta način podprete te potrebe. Greste v globlji stik in v bistvu opolnomočite tega sodelavca in celoten kolektiv.